Jan Fabris se je rodil leta 1986 v Ljubljani. Že kot najstnik se je začel zanimati za filmsko zgodovino, teorijo in filmsko ustvarjanje, zlasti za režijo. Pri 13 letih je začel obiskovati filmsko šolo v Pionirskem domu. Po maturi na gimnaziji Ledina je doštudiral kemijo in nato doktoriral na interdisciplinarnem programu biomedicina. V prostem času se ukvarja z analogno in digitalno fotografijo, z glasbo ter branjem, tako strokovne filmske literature kot tudi leposlovja. Udeležuje se različnih delavnic, predvsem na področju scenaristike, filmske fotografije, stripa, zvoka v filmu in gledališke režije. Po doktoratu je v letih 2015 in 2016 obiskoval filmsko šolo JSKD ter jo zaključil s kratkim filmom Spremembe. Zatem je kot asistent režije in občasno montažer sodeloval pri snemanju več igranih filmov. Leta 2019 je končal svoj prvi neodvisni igrani film Modri zajček. Z najožjimi filmskimi sodelavkami in sodelavci se je istega leta povezal v umetniško skupino Elephant Art Film Production, v okviru katere je med letoma 2020 in 2025 kot scenarist, režiser, montažer in producent posnel več neodvisnih kratkih igranih filmov. Skoraj polnoč, 10 do 7, Spominjanje, Izginotje Evelin Gale, Klarin ples, Voajerka, Hladno modra ter Lev Berger. Filma Neprijetni dogodek in Nekaj rdečega sta trenutno v postprodukciji. Vsi filmi so bili predvajani in nagrajeni na številnih festivalih po svetu. Na neki točki sem sam poskusno napisal eno prozno, kratko zgodbo. To, kar je bilo v kratki zgodbi napisano, je bilo predvsem veliko razmišljanja likov, kaj oni razmišljajo med tem, ko se jim dogaja to, kar potem vidimo v filmu. Ne? Kar je bil glavni izziv, kako to filmsko zdaj prikazati, ker pač nismo hoteli imeti teh notranjih monologov. Ne? Ker pri prozi si to lahko privoščiš. Mislim, da se pri filmu tudi lahko, sam se nam ni zdelo dovolj filmsko, oziroma ne bi to upravičili tega, da bi to moral biti film potem. Ne? Jan Fabris se je po zaključku študija sicer redno zaposlil na svojem strokovnem področju. Produkcijo svojih kratkih filmov tako financira izključno iz lastnih sredstev, kar mu omogoča tudi večjo svobodo pri izbiri in obravnavi želenih tem. Seveda pa razmeroma zelo nizek proračun pomeni tudi veliko izzivov. Snemanja načrtuje med svojim dopustom oziroma šolskimi počitnicami in prazniki, saj takrat najlažje uskladi ekipe, ki jih sestavljajo tako profesionalne kot ljubiteljske ustvarjalke in ustvarjalci. Jaz te res ne bi rada izgubila. Jaz sva rekla, da se ne bova navezala drug na drugega. Kaj pa, če bi bilo obratno? Pa bi bil ti tako zaljubljen? Tematsko večina njegovih filmov obravnava različne moralne dileme vsakdanjega življenja. Zanje so pogosto značilne neobičajne pripovedne strukture in nadrealistični elementi. Pred snemanji ima veliko vaj z igralkami in igralci, na katerih skupaj dodelajo like in prilagodijo dialoge. Ekipo vodi tako, da vsakdo projekt začuti kot svojega in vanj z veseljem vloži del svoje ustvarjalnosti.
Nikoli pa ne pristaja na prilagajanje filmov zato, da bi se ti lažje uvrstili na festivale, saj je zanj glavni cilj uresničitev umetniške vizije. Ja, mi smo v bistvu ekipa že kar nekaj let skupaj, enostavno dobro se ujamemo v vseh teh kreativnih procesih in vsakeč znova, ko se projekt zaključi, je ta neka želja, mislim, z moje strani ogromna, da bi pa si želel s temi istimi ljudmi potem še kaj narediti, ne. Ves ta trud in vso to delo, energija se lahko usmeri malo bolj v film, ker veš, da so vsi te ljudje, ki jih zelo dobro poznaš in zaupaš in tako naprej, veš, da so ob tebi in da je pač to res fantastično delati z njimi, ne.